Živijo. V naslovu se nisem čisto zlagal. Prejšnji posnetek je bil, kupil sem nov motor, temu posnetku pa je naslov Padel sem z motorjem. Ampak na srečo ne z Gucijem, ampak s KTM-om. Tako da je boljš. Ma še boljš bi bilo, če sploh ne bi padel. Ja, tale ni glih prilagojen za metanje po tleh, ne. Če bi se on znajdel na tleh, ne bi bilo dobro. Tale druga baraba je pa že vsega hudega vajena, ne. To je pa itak narejen, da pade, sej. Zato pa je športni rekvizit, ne. Če gremo malo pogledat bojne rane, no, sej niso nič tacga. Tole mislim, da ni bilo prej popraskan, zdaj je pač majčkeno ležal po tleh. Tle smo ga že kdaj naslonili. Tole tudi mislim, da je na novo. Definitivno. Polej, uničili smo tale grip. To ni nič tacga, koliko so zdaj gripi? 20-25 evrov se zamena levega in desnega. Čakaj, to orang škrta. Kako sem pa jaz domov prišel? Jaz sem s tem še domov mogel pripeljati. A je kdo tle noter doma? Ojoj, poglej to, kar ostane. To bo treba vse zrihtati, če. Pol tole je bilo po VJ, ki sem ga kupil, pa sem rekel, ne bom kupoval te plastike, sej bom sigurno kdaj vlegel. Tole je bilo še najhujš, se pravi, predsvikal sem kabel za štarter in ja, ampak to je pa to, lej, zato je motor, kva ne rečem. Ena iskrena zahvala vsem, ki ste mi takrat pomagali, vsi očetje in mame. Takrat so imeli eni otroci trening, jaz sem se pa malo pridružil. In ja, en majster je bil toliko štromarja, da mi je tole zvezal. Sej vem, da bi to vsak motokrosist naredil motokrosistov, ampak ja, vsem, hvala. Če gre karkoli narobe na motorju, ne se sekirati za motor, vrž ga stran, tipet pa v drugo smer. Takrat je moment, ko se ne smeš metrati z motorjem, ne smeta se lupčkati. Ja, in nekaj tacga sem naredil. Motor se že popravi, človeka pa malo težje skrb sestaviš. Plus posledice imaš lahko takšne in drugačne. Kako se je vse skupaj zgodili in kako je bilo pa z mano, vam bom pa malo kasneje povedal, pa se bomo vrnili nazaj. Zdaj bi se raj vrnil v čase, ko sem kupil Gucija in ko smo začeli nabirati prve kilometre z njim. Se pravi, čase pred mojo grbo tukaj na rani. Ja, takoj prvi vikend, ko sem tegale Gucija pripeljal domov, sva se v bistvu z mojo odpravila na morje. In ja, sem predvideval, da se nama bo pot časovno majčkeno podaljšala, glede na to, da greva po ta stari cesti, da so neke omejitve hitrosti, ampak mogoče nisem pričakoval, da se nama bo toliko podaljšala, ne. Mislim, itak sva bila zmenjena, da tam prespimo, odpravila sva se v Umag, ampak štartala sva pa vseeno majčkeno prepozno. Lahko bi prej, da se ne bi po noč vozila 1 uro do cilja, ne. Ampak ni panike, smo preživeli. Oba sva se navajala tega motorja, tega lifestyla, zala so tudi neki noge bolele, tako da sva se kar doskrat ustavila. Ampak lej, vzela sva si ga v easy. Peljal sem pa tako, da je bilo obema prijetno in da se nobeni tresel na motorju, ampak da sva uživala, no. Sej ne vem, če imam kakšne posnetke od takrat, sej jih bom vključil, če jih imam. Če ne drugega, imam pa sigurno kakšno sliko, ko sva se ustavila na Črnem Kalu. Ja, frajer, to je bil najin prvi trip do Umaga, malo prespati, malo čofa, pa nazaj. In po tistem spoznavnem vikendu sem tole guzico tega guzača, kakorkoli, nimam še imena zanj, če imaš kakšen predlog, kak bi mu bilo ime, lahko zapišeš v komentar. Čakaj, zdaj sem se pa zgubil. Se res, hotel sem povedati, da je tale guzica pol ratala v bistvu moj daily. Namesto da bi se usedel v avto, sem se usedel na motor in sem z njim opravljal vse dnevne opravke. Se pravi, če sem bilo kakšno snemanje za naročnika, sem se usedel na motor in sem šel. Če sem rabil skočiti do Ljubljane, sem šel. Ampak ja, takrat je bilo še poletje, je bilo prijetno in se to lažje dal. Mislim, saj bi se tudi zdaj dal, če bi se majčkeno oblekel, ampak ja, veš, kva mislim. In ja, da je motor tvoj daily med poletjem, je kar en tak velik plus. Z motorjem lahko malo lažje manevriraš mimo vseh teh preprek. Sej na koncu najbrž, ja, prideš z avtom hitrej, vendarle ni to nek sportak, ampak kafe racer, neki za kruzati. Ampak tako, feeling, ki si zadnji v vrsti v koloni, pa pač greš naprej, no ta feeling je bil res dober. Ne obremenjuješ se toliko izgužvo, no, bolj uživaš vse tej svoji okolici, bolj si pozoren konec koncev na promet, ker si tudi bolj ranljiv. Poslušaš ptičke, gledaš sonček, naravo, ne, super je. Komaj čakam, da se spet segreje, pa da bo spet moj poletni daily. Ja, pol je pa prišla, mislim, da sobota ali pa nedelja, ko sem pa prvič vabil
2 člana, se pravi Meleta pa Babiča, da smo šli na motor, sami fantje, brez backpackov. Za destinacijo smo si pa zbrali Cerikvenico. To je bila pa spet ena posebna uživancija. To pot pa vem, da sem snemal in da se je marsikaj zanimivega zgodilo, tako da najboljše, da vam kar pokažem. Evo, takole smo se zbrali 3 mušketiri na parkingu pri gostišču na Krki in štartali proti morju. Šli smo lepo v viziji, v toku s prometom, brez nepotrebnih pretiravanj in uživali smo v prelepih dolenjskih ovinkih. Sem pa kaj nas je dohitela tudi kakšna bolj izkušena grupica motoristov z močnejšimi motori, katere smo prijazno spustili naprej. No, v enem momentu se tudi Mele odločil, da gre naprej in najo je pustil z Babičem sama, ampak sej najo je kasneje počakal, tako da ni panike. In ob vsem tem dogajanjem Babič sploh ni dojel, da je Mele šel že naprej, zato se je ustavil ob cesti, da bi ga počakala. Jaz sem pa pač ta moment izkoristil za en krajši WC postanek. In če je bilo enkrat treba odtočiti, je bilo v enem momentu treba tudi natočiti. Tako da pred meja smo se ustavili na Petrolu, njim najbolj zaupam in ponosen sem, da z njimi sodelujem od letošnjega leta naprej. In ko smo že pri Petrolu, bi rad pa izpostavil eno aktualno stvar in sicer približuje se čas, ko bo treba zamenjati gume. Juhuhu, a ne, ko mi čakamo, ja lej, nimaš kaj, za varnost na cest moraš poskrbeti. Zdaj pa, zakaj pol pnevmatike na Petrol? Poleg njihovega širokega nabora pnevmatik in brezplačne dostave na več kot 300 prodajnih mestih, lahko člani Petrol kluba pridobite še brezplačno zavarovanje z asistenco zavarovalnice Triglav ob nakupu kompleta pnevmatik. Plus Petrol ti časti še brezplačno avtopranje XL. Do ugodnosti ste upravičeni, če nakup opravite kot prijavljen uporabnik in ste imetnik Petrol klub kartice. Evo, to je ta sveža novička od Petrola, zdaj pa nazaj na motor. Kje čem nadaljevati zgodbo? Najbolj, da kar na temle semaforju. Tukaj sem si Meleta malo prvoščil, lej, pazi tole. Evo, Mele, vračam ti, ups, po nesreči sem dal eno nižji. Evo, pol je pa prišel tudi ta trenutek, ko smo prvič zagledali morje in kar naenkrat je postalo občutno topleje, tako dejansko začutiš nek toplotni pas, ki te preseka in že smo si lahko predstavljali hladno pijačo in pa plažico. Bližje kot smo bili morju, večja je bila gneča na cesti, ampak z motorjem se takole počutiš res privilegiranga. Zmer sem hotel to izkusiti in evo, tole gledaš moj prehitevalni krst, ali kako bi temu lahko rekel. Doživel sem tudi eno pozitivno izkušnjo s hrvaškimi policisti. Tukaj sem jih zagledal v krožišču, za foro sem jim pomahal, jih pozdravil in pozitivna energija se mi je nekako vrnila. Fajn se mi je zdel, moram priznati in takole sem pa še fantoma nakazal, če sta videla moj pozdrav in pozdrav policista. Sledil je slavni prihod, parkirali smo direkt v prvo vrsto in z veseljem sneli čelado. Res dober občutek, ko prideš takole srečno na cilj in ko se spomniš za nazaj, kako kul je bila vožnja in kaj vse je za tabo. Če smo more zagledali, sem prav začutil. Ja, tam, ko se začneš v dolino spustiti, tam je samo nesmotana, se izgleda lepa cesta, sem ti zato se tudi prehitevati nas plače, ker skus nekaj. Ja. Tukaj avto, kot. Vse smo šli lepo. Spili smo eno Coca-Colco, se vrgli vodo, malo osvežili in pičili proti domu. Za nazaj smo se ustavili še na kosilu, pol je pa Mele šel naprej, ker se me je modil domov. Z Babičem sva šla pa še en krog in sva šla domov v bistvu čez strmo Reber. Za to cesto sem slišal že predtem, ampak še nikoli se nisem pelil po njej. Imenujejo jo tudi Medvedje črevo, gre pa tak za serpentinast prelaz, ki povezuje Kočevsko reko in pa Osilnico. Kdor raziskuje in išče neke take zanimive ceste v Sloveniji, je to definitivno ena izmed njih. Naslednji tak trip z Guzico je bil pa Zalo, ko sva šla pa na Karmit v Pivko. Takrat je bilo pa že majčkeno mrzlo, sva se mogla že kar oblečiti, plus ne bi se branil, če bi imel še kakšno vetrovko spodaj. Za nazaj vem, da me je zadnjih 20 minut kar orang zeblo, ko sva se vračala domov. Ja, tako sem nabral svojih prvih 1000 kilometrov na temule mojemu gozaču, to pa tudi pomeni, da je naslednja stvar obvezen prvi servis, ki se ga naredi na 1000 kilometrov. Datum za servis imam že, uro tudi, vas bom pa tudi sabo malo vzel pa podokumentiral. Nekaj tacga bo kar prekrosil. In po vseh teh kilometrih na Guzici sem rekel, ajde, da se usedem še na čofa cross motor, da ne bo lobosumala, ne. Tako da sem šel na ene 2 treninga. Če smo pa že pri crossu, se pa lahko vrnemo nazaj na tisti moj nepotreben padec in malo preanaliziramo, kva je šlo narobe. Kaj boš analiziral, Mark? Pač pol si, pobral si se in zdaj si tle, ne? In zdaj sem tle. Bil je en tak lep sončen dan, ko sem šel v Cukrco na trening in nič hudega sluteč, tja mimo pride tudi
Luka Kutner. In ko sva se z Lukatom pogovarjala, mi je v bistvu povedal, da naj še jutri pridem na trening, da bo on tudi na progi, da bojo neki tamali in da jim bo malo pokazal, kako pa kaj. Pa sem rekel, ja, bom prišel, se imam čas, zakva pa ne, pa bom še en dober trening naredil, pa ti mi boš malo pokazal, pa povedal, kako pa kaj. No, še nikoli nisem v bistvu slišal od nekega profiča, Mark, zdaj pa hočem to pa to od tebe, spusti tempo za 80%, ampak hočem videti tako držav, hočem videti to v ovinku in take stvari. Tako da to se mi je zdelo full fine in če kdo razmišlja oziroma če kdo začenja, priporočam, da si poiščeš nekega dirkača oziroma nekoga, ki ima izkušnje z motokrosom, da ti malo pove, da te malo postavi, te malo usmeri in tako naprej. Pa tudi, če ne misliš dirkati, gre se za tvojo varnost, Sej tudi jaz nimam cilja dirkati, jaz sem pač amaterski voznik, pač čeprav marsikdo misli, da furam ne vem kako, jaz grem gor sem za dušo. Iz tega vidika sem se hotel naučiti, mogoče narediti stopničko naprej, pa da se bom bolj varno pelal. Med treningom sem opazil, da mi je njegova pomoč ful pomagala, ful sem imel lepši flow, lepšo tehniko. Čeprav sem mislil, da grem počasneje, sem v bistvu šel hitreje kot drugače, ker se sam zaganjam, pa mislim, da ne vem, kva delam. Ampak tako daleč od tega, da bi šel karkoli čez sebe do onega momenta, očitno. Spomnim se, da sem nekako v 3. rundi začel delati napake. Motor je vozil mene, namesto da bi jaz motor. Nisem ga mogel več držati in zato sem se v tistem momentu tudi ustavil, prelukal to progo in sem rekel, Lukaj, da si malo odpočijem, pa bova gledala tamale, pa te bom pač poslušal, kako jih še popravljaš in tako naprej. Ja, in spomnim se, da sem v tistem momentu imel v glavi, Mark, top je, kjer sonček, kjer dan, naredil si trening, zmatran si, super je. Če zdaj zaključim, si nimam kaj očitati, tamali naj pa še eno rundo odbijajo. Ja, in po nekaj minutah sem rekel, nič, daj grem še ne 2-3 kroge stisniti, pol pa je to. In tukaj je bila napaka v bistvu storjena. Zdaj pa kva je šlo narobe, Kdor pozna mojo domačo progo v Cukrci, sigurno pozna tisti ciljni skok, ta veliko mizo pri tribunah. In jaz kot amater tiste mize še nikoli nisem preskočil, zmer pa skočim tako na 3/4. Zakaj? Ne vem, manjka mi malo kohonesa po moje. Pač se če bi šel enkrat čez, bi najbrž dobil feeling in bi videl, da ni nič tacga. Sem pač ljudje se bojimo nečesa, ker ne poznamo, ker nimamo feelinga za nekaj. No in če tam ne skočiš čez, je bolj, da sploh ne skačeš. Najslabše pa tako, kot sem jaz skočil, ker sem na 3/4, se pravi, neki brzine že razviješ, ampak ne priletiš čez. In se pravi, če prestaneš na 3/4, ne vem, kako vam to pokažem, se pravi, tukaj odskočiš, tukaj prestaneš. In če prestaneš na ravnini, tukaj na 3/4, se motor in amortizacija enostavno ugrezne, spusti dol, in te odbije v zrak. In to se je meni tudi naredilo. In ko me je odbil v zrak, nisem imel dovolj moči v nogah, v rokah, da bi motor imel naravnost, oziroma da bi ga poravnal ali kakorkoli rešil. In posledično sem namesto, da bi letel pa šel naprej, sem letel pa mi je motor zakrivil in v tem momentu v zraku, ko sem imel motor takole na stran, v tistem momentu sem videl, Mark, tole pa ne vem, če bo šlo čez, nisi še bil v taki situaciji. Jaz sem se počutil tako, ko bom prstol, se bom nasadil na balanco, prekipal naprej in razkantal k mina. In v tistem momentu to je stotinka, pa še manj, to je res odločitev, pa sem pa si na tleh. V tistem momentu v zraku je meni avtomatsko prišla misel, ko sem jo slišal, oziroma nasvet, ki sem ga slišal že doskrat, če gre karkoli narobe na motorju v zraku, pa da vidiš, da ne moreš rešiti, takrat ga moraš pač vrsti stran od sebe, ker če padeš z njim, je nevarnost, da motor pade na te in so poškodbe to hujše in tako naprej. In ja, tudi v tem primeru sem jaz vrgel motor v levo in se vrgel v desno. Padel sem najprej v bistvu na desno nogo, kar mi je gleženj, gleženj mi je zavil na ven, ne na not. Še zmer čutim oteklino, ampak pač gibalnost pa to je v redu, je že čisto funkcionalen. Naslednji je nastradal kolen, ki je fasal pač samo udarec. In še zadnja sila, ki je pa pač ublažila to hitrost in vse skupaj. Rama mi je pa pač najbolj nastradala takrat. Nič ni bilo zlomljen, sem neka dispozicija rame je. Sej še sam ne vem točno, mogo bi pogledati na izvid. Pri taki stvari, če ni zlomljena ključnica, se pač zadeva ne operira. Tudi gibalnost, ne moram se pritoževati, vse lahko delam. Sem pa kaj začutim, ampak ne moram jamrati. Vse, kar je pač ta izgled, da imaš tukaj takole grbico. Sej ne vem, če vam zdaj pokazati to, kvačem. To je to. To je moja ključnica, ki je mečkan bolj pač gor od te kosti in to je zdaj moj novi prijatelj. Ampak to se to hitro zgodi. Preden se sploh zaveš, kaj se je zgodil, si ti že po vseh 4 na robu proge. To je vse sam za bliska. Ampak ti zvok motorja, ki si ti na tleh, pa ga slišiš, da
on trokiral na polno, ne. Ti se kar scary, no. Je bilo prav olajšanje, ki se je ugasnilo. Ja, v naslednjem momentu vidiš starše otrok, kako začnejo mahati in opozarjati vse ostale udeležence na progi, ne upočasnijo, ne bojo previdni, da je pač se nekaj naredili. Probaš vstati, probaš premikati stvari, vse je super, misliš si, to sem preživel, topo, ne. Ampak takrat si še toliko našopan z adrenalinom, da pač misliš, da ni nič, ne, malo pošepaš pa je. Enač pa sem pa 15 minut, pol ure, kakorkoli, še sedel tam na stolu, prihajal malo vseb, začel razmišljati, a me res nič ne boli, pol pa adrenalin začne popuščati, ne. In v enem momentu sem začel tipati moje rame in pridem do leve rame in rečem tako, Luka, a imam pač te rame so iste, ne, sej ni nad zlomen, glede na to, da je smaham in delam karkoli. In on začne gledati, ja, daj bo šel tole slikati. Ja, z minuto v minuto je pol nekak bolečina naraščala, ne. In ja, nekako sem prišel do doma, poškodbo skril pred domačimi, tako kot že doskrat. Na urgenco me je peljal pa Zali noče, tako da hvala tudi tebi, Jože, evo. Tako da, kaj smo se naučili iz te zgodbe? Ko ste zmatrani, bodite pošteni do sebe. Ja, pejte mogoče še eno rundo, ampak zavedite se, da ste zmatrani, spustite tempo na 20%, oste z nasmehom, z mislijo na jutr, z uživanjem in tako naprej, ne pa da odpiraš in iščeš čase, takrat, ko si že praktično konc, ko si zmatran, ker svojega rekorda takrat ne moreš postaviti. Seveda, dirkači in tisti, ki dirkate, greste v svoje druge ekstreme, ko je čas za to, ampak tisti, ki smo pa amateri, pa brez veze, res ni vredno. Pa ista zgodba je konec koncev lahko tudi naš smučariji, tako če greš čisto nedeljsko smučati, pa si rečeš, sem še enkrat se spustim. Ja, glih takrat se bo nekaj naredilo, ne. V glavnem, ja, to je to za ta posnetek. Upam, da se tale eno glav kdaj zravna, če ne pa tudi v redu, dokler mi roka funkcionira, se ne bom pritoževal. Nek fitness model ali pa lepotni guru, to nikoli ne bom, meni samo važno, da roka dela in da sem zdrav in to je to. Mir, kejte nase, zdravje je vaše največje bogatstvo. Pa hvala vsem, ki me spremljate. Premalkrat to rečem. Shake, shake.